Mobing je izraz za neetično in sovražno komunikacijo med sodelavci ali med podrejenim in nadrejenim. Gre za psihično šikaniranje, izživljanje, spolno nadlegovanje in kršenje pravic na delovnem mestu. Jaz bi bolj rekla, da je več nerešenih konfliktov kot pa mobinga. Mobing ima namreč svojo specifiko. Na končni cilj mobinga je vedno izriti osebo iz delovne sredine. Vse ostalo so pa segmenti mobinga, vendar niso mobing po tisti definiciji, ki je znanstveno utemeljena. Zaradi tega jaz tudi poredko govorim o mobingu. Je pa ogromno slabe komunikacije, nobene komunikacije, neprimerna komunikacija in seveda konfliktov ne rešujemo sproti. Žrtve se v primeru mobinga počutijo ponižane, ogrožene ali zatirane. Zaradi čustvenega nasilja zasovražijo službo in delo, ki so ga nekoč imeli radi. Postopoma postajajo obupani in depresivni ter pogosto tudi resno zbolijo. Nekateri med njimi dajo odpoved, drugi vztrajajo in iščejo rešitev, nekateri pa pomoč poiščejo tudi pri delovnih inšpektorjih. Mogoče bi jaz začela z podatkom o tem, da nekako ugotavljamo, da so se recimo dolgotrajne bolniške zelo povečujejo. Mi kot inšpektorat sicer tega ne nadziramo, ampak par dni nazaj smo slišali podatke o tem, da ne glede na to, da delavci velikokrat delajo tudi bolni, da vseeno pa naraščajo dolgotrajne bolniške, kar mislim, da je v bistvu razlog v tem, da naši delavci delajo preveč in pod prevelikim pritiskom. In glede na to, da strokovnjaki pravijo, da že vsak četrti ima težave, bomo rekli nekje psihične narave, je pri mobingu tako, da lahko je vzrok te težave, ki se pojavi, je lahko nekako, bomo rekli, neprimerno vedenje delodajalca oziroma veliki pritiski delodajalca, ni pa to nujno. Velikokrat se to zgodi tudi delavcem in dostikrat se srečamo tudi z bomo rekli, s takimi primeri, kjer delavec misli, da delodajalec dela vse narobe, praktično je pa zadeva obrnjena. Se pravi, imamo ene in druge situacije, je pa res trend, da je teh vedno več. Da lahko neetično komunikacijo označimo za mobing, se mora le-ta tedensko ponavljati v daljšem časovnem obdobju, vsaj 6 mesecev. Posledice dolgotrajnega mobinga se kažejo v duševnih, psihosomatskih in socialnih težavah. Žrtvam mobinga je potrebno pomagati in jim svetovati, za kar pa svetovalci v podjetjih večinoma niso dovolj usposobljeni. Premalo časa se posveča medsebojnim odnosom in komunikaciji in tudi izobraževanju na tem področju. Ljudje potrebujejo kontaktno osebo in ti mobing zaupniki, ki bi naj bili tisti punkt, na katerega bi se ljudje lahko obračali, tudi niso dovolj usposobljeni na enem seminarju in s tem je zadeva zaključena. Strokovnjaki žrtvam priporočajo, naj še preden začnejo razmišljati o morebitni kazenski ovadbi, dokumentirajo vsa nezaželena psihično nadlegujoča dejanja, pri čemer je vedno treba navesti predvsem, kaj se je zgodilo, kje, kdo, kdaj, katere priče so bile navzoče ter kakšne psihofizične reakcije je dejanje povzročilo pri žrtvi.